Glasovi svetov. Podnebna kriza se vse bolj kaže v naših mestih in vaseh. Vroče poletne dni, ki smo jih še pred desetletjem doživljali občasno, zdaj spremljajo dolgotrajni vročinski valovi in hude suše. Letošnji junij je bil najbolj vroč in suh mesec v zgodovini meritev v Sloveniji. Posledice pa niso bile vidne le na poljih in rekah, temveč tudi sredi mest. Drevesa, ki jih pogosto dojemamo kot samoumevni del okolice, so se izkazala kot ena naših prvih in najpomembnejših zaveznikov v boju proti podnebnim spremembam. A hkrati tudi kot žrtve, kadar sistemskih ukrepov ni. Zato sta Pobudi za drevesa in Mladi za podnebno pravičnost skupaj s strokovnjakinjami in strokovnjaki in nevladnimi organizacijami na državo in občine naslovili javno pismo, ki ga je podprlo več kot 600 podpisnikov. V njem zahtevajo nujne sistemske ukrepe, od enotnih pravil za ravnanje z drevesi in vodenja evidence do nacionalnih smernic za rabo vode in ustanovitve posebne strokovne skupine. Med podpisniki je seveda tudi Inštitut za politike prostora, odkoder prihaja moja današnja gostja, doktorica Maja Simoneti, ki že vrsto let opozarja na pomen narave v naseljih. Pozdravljeni v našem studiu. Ja, lep pozdrav. Kakšen je namen, glavni namen javnega pisma, ki ste ga iniciativi naslovili na vlado, ministrstvo in občine? Ja, glavni namen je v bistvu to, kar ste nekako že nakazali, doseči, da bi prišlo do sistemskih sprememb pri ravnanju z drevesi v naseljih. Govorimo o drevesih v naseljih, ki so v nasprotju z drevesi v gozdovih povsem nezaščitena in brez kakršnega koli pravnega položaja. To pomeni, da v resnici s temi drevesi lahko ravna vsakdo tako, kot ve in zna. Naj si bo to občina ali zasebni lastnik. Mi nimamo sistemske zaščite dreves in nimamo sistemske obravnave strokovne dreves predpisane ali pa predvidene. Zato je pač naš poziv šel v te 4 glavne točke, vezano tudi na razmere junija letos. Po eni strani zahtevo, da se ustvarjajo enotna pravila za strokovno ravnanje z vsemi drevesi v naseljih, potem usmeritve, kako lahko ljudje pomagajo pri tem ravnanju z drevesi, ker dobro vemo, da pač samo drevesa, ki so v javni lasti, naprimer v lasti občin ali pa tudi države, niso tista, ki nam lahko zagotovijo vse koristi, ki jih pričakujemo od dreves, ampak so pomembna tudi drevesa na zasebnih površinah in hkrati tudi vemo, da javne službe ne morejo vsega dela opraviti, ki je potrebno. To se je zdaj lepo videlo v teh vročih dnevih, so ljudje samoiniciativno začeli zalivati drevesa in tudi spraševali za nasvete, kako naj zalivajo. Tretja stvar, ki jo nekako predlagamo in smo jo s tem v zvezi probali inicirati, je, da se pripravijo nacionalne smernice za porabo vode v primeru pomanjkanja vode in sicer zato, da se vzpostavijo prioritete. Junija letos je Ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo neko priporočilo in naprimer odsvetovalo zalivanje vrtov zato, da ne bi zmanjkalo vode. Tako priporočilo je na nek način dobrodošlo. Mi predlagamo, da se gre korak naprej, da se naredi prioritetno listo in da se pove, čemu se odpovemo najprej. In zdaj naš predlog je seveda, da se prej odpovemo zalivanju golf igrišč, kot pa naprimer zalivanju dreves. Da skratka ocenimo, kaj so najpomembnejše prvine v okolju, ki jih je potrebno vzdrževati in tudi zalivati v primeru suše in pomanjkanja vode, kaj pa so prvine v prostoru, ki jih lahko suša pravzaprav bolj prizadene in zato ne bo velike ali pa večje škode za družbo. Četrta stvar, ki smo jo pa zahtevali, je pa vzpostavitev strokovne skupine, ki bi na ravni države v bistvu spremljala razmere in podpirala občine pri ukrepanju, tudi sugerirala morebitne nadgradnjo državnih zakonskih pravil ali pa smernic. Zdaj v bistvu gre za zelo usklajeno akcijo, tako civilne iniciative, različnih civilnih iniciativ, kot strokovnjake in strokovnjakov. Podpisalo je to pismo več kot 600 strokovnjakov in predstavnikov civilne družbe, več kot 60 društev. V bistvu gre za zelo poenoten pogled na problem. Ja,
Gre za eno tako zelo zanimivo sliko, in ki je pač tako v tem smislu tudi pomembna, a ne, da vidi se, da so ljudje gotovo po epidemiji covida zelo ozavestili pomen dreves, vedno, da smo se takrat nekako začeli mogoče podzavestno zavedati, a ne pomena zelenih površin in dreves v naseljih, zdaj pa se je to ozavestilo. Tudi, bom rekla, na podlagi medijskega poročanja o različnih raziskavah in ugotovitvah raziskav, ki jih je epidemija sprožila, ki so dokazale te izjemne koristi, predvsem za zdravje, a ne, potem pa tudi za vse druge, bom rekla, vidike življenja v naseljih, in to je tudi dvignilo stopnjo ozaveščenosti pri ljudeh, in zato taka močna podpora. Pa bo zdaj ta povezava, ne, med civilno družbo pa arhitekturno-urbanistično, krajinsko-arhitekturno stroko pomenila neko prelomnico pri upravljanju s temi javnimi površinami, zelenimi javnimi površinami. Bi lahko to pomenilo, ali smo šele na začetku? Ja, v resnici bi morali biti pošteni in ugotoviti, da smo na začetku. Stroka na področju upravljanja, tukaj govorimo o upravljanju in o vzdrževanju zelenih površin, ne toliko o načrtovanju in projektiranju, je vendarle zelo šibka. Pozna se ji 30 let zanemarjanja, 30 let tega, da področje ni pomembno. Če nekaj ni pomembno, potem to tudi pomeni, da ne vlagamo sredstev v razvoj, in to pomeni seveda, da je šibko. Pomeni, da je korpus strokovnjakov sorazmerno skromen in da v resnici, smo na začetku tega, da zdaj stopnja ozaveščenosti raste, in zdaj res potrebujemo sistemske ukrepe za to, da bi lahko to voljo ljudi, ne, ki je nekako se zdaj začutila, povzeli in uporabili za to, da gremo naprej k boljšim rešitvam. Se pravi, tudi kot neka spodbuda civilnim iniciativam. Tako. Pred več kot 2 letoma ste v reviji Outsider zapisali, zdaj bom citiral: dobra stran nesreč in težkih časov je lahko, da sprožijo spremembe. No, in ta vroča poletja, o katerih ste takrat pisali, se kar nadaljujejo. Letošnji junij, kot sem že omenil, je bil nadpovprečno suh in vroč. To pa je seveda tudi zbudilo široko zanimanje javnosti za mestna drevesa in pa pregrevanje mest. Podnebne spremembe in okoljska kriza pa na nek način zahtevajo velike spremembe v našem načinu življenja, pa tudi dojemanju in pa v dojemanju rabe prostora. To pa pomeni, da potrebujemo tudi dobre načrtovalce. Kakšni bi morali biti dobri načrtovalci? Kaj vse bi morali upoštevati? Zdaj v vsakem primeru načrtovanje, če govorimo o javnem in odprtem prostoru, kjer naprimer potem tudi sadimo drevesa, dobiva, kot rečeno, večjo težo dobivajo te dimenzije koristi dreves in zelenih površin za zdravje, za dobro počutje, in je podobe, rekla, zelenih površin se v tem smislu spreminjajo, in tudi sama fizična struktura v smislu tega, kako daleč, kako blizu prihajajo človeku, se spreminjajo, in zdaj dobri načrtovalci se zanimajo za, bom rekla, več stranske koristi javnega prostora, kjer govorimo, ne, o tem človekovih potrebah in človekovem vidiku življenja, in potem o potrebah drugih živih bitij, ohranjanju narave, biotske pestrosti, in v kontekstu podnebnih sprememb o stanju okolja, se pravi kakovosti zraka, kakovosti temperaturah, hrupu, zadrževanju padavin, tudi varstvu tal, če hočete, in varstvu talne vode. Vse to nam pomagajo delati rastline in drevesa. Tako da novi načrtovalci se vsekakor bistveno bolj zavedajo pomena narave, naravnih prvin in ekosistemov za kakovost okolja, in tudi nove rešitve pravzaprav to vedno bolj upoštevajo in s tem se spreminjajo, tako v smislu tega, kje v prostoru se pojavljajo, kot tudi tega, kako pravzaprav izgledajo, kakšna je podoba novih krajin javnih. To pomeni verjetno tudi sodelovanje strok, nek multidisciplinaren pristop k oblikovanju prostora. Absolutno. Recimo, da v nekem mestu planiramo prenovo trga ali ulice. Kdo vse bi moral sodelovati pri teh odločitvah? Poleg seveda verjetno tudi civilne družbe. Absolutno se danes pričakuje zelo široko posvetovanje v smislu po eni strani te gradnje strokovnih izhodišč, kako deluje odvajanje padavinske vode, je kanal ločen od padavin, ni ločen, je kanal preobremenjen, imamo ob velikih nalivih redne poplave in zalivanja,
prostora, ki jih ne želimo, ali pa celo stavb, a ne. Se pravi, tukaj so hidroinženirji, tukaj so geologi, tukaj so komunalni inženirji, ki s svojo komunalno infrastrukturo prihajajo v dialog. Potem so pa tukaj seveda gradbeniki s svojim znanjem nizkih gradenj, biologi, ljudje, ki se spoznajo na naravne prvine, krajinski arhitekti, sociologi, lokalni prebivalci v tem smislu, da želimo, da razumejo, kaj se dogaja, zakaj se bo podoba prostora spremenila, da ne igramo več na karto, mi bomo to naredili tako, kot znamo, ampak da skušamo ljudem povedati, zakaj se stvari prenavljajo in kako se bodo prenovile, in tudi nekako dvigati stopnjo razumevanja za to, kakšne bodo na primer nove podobe, nove ureditve, posebej tudi, če bodo na primer zahtevale kakršnokoli njihovo, bom rekla, spremembo rabe prostora ali pa celo mogoče soudeležbo pri tem, da se kdaj pogleda, a je treba kakšno stvar zaliti ali pa kakšno stvar pospraviti drugače, kot so bili navajeni. Skratka, s prostorom drugače živeti. Hkrati pa lokalno prebivalstvo verjetno tudi tisto, ki mogoče v zgodnjih fazah najprej prepoznajo težave. Mislim, kar se tega tiče, velja pravilo, da so prebivalci najboljši poznavalci svojega življenjskega okolja. Ne smemo pa tukaj seveda zapasti v neko poenostavljanje, ker seveda govorimo o izjemno zahtevnih problemih urejanja mestnega okolja. Ko govorimo o padavinah, ko govorimo o komunalnih sistemih, so to ozke specializacije in zahtevni tehnična vprašanja, kjer potrebujemo specialiste, ki to znajo, ki nam ponujajo rešitve, ki razlagajo, kako se da narediti, ki razvijajo različne rešitve, in prebivalce pač poslušajo, jih upoštevajo, njihova opažanja seveda, so z njimi v dialogu. Ne gre pa za to, da bi v bistvu ena na ena prenašali naše, bom rekla, opažanja v rešitve. Gre za to, da se opažanja prebivalcev vgradijo v rešitve in da potem rešitve čim bolj ustrezajo ljudem in okolju. Problem je gotovo bolj kompleksen kot pa zgolj pripombe prebivalcev. No, k vlogi prebivalcev predlagam, da se vrnemo malce kasneje, ampak ekosistemske koristi dreves dokazano prinašajo več vrednosti kot stroškov vzdrževanja, ste zapisali. Lahko to pojasnite? Ja, leta 2021 smo naredili eno študijo o ekosistemskih koristih zelenih površin in dreves v naseljih in v resnici je to ena študija virov, ki se ukvarjajo z vrednotenjem koristi. Vprašanje tega, a se splača vlagati v urejanje zelenih površin in v vzdrževanje zelenih površin in koliko vlagati v to delo, ki je tako taka jama brez dna. Vi lahko ogromno vlagate ali pa tudi manj. To je zelo, tukaj ni objektivne mere. Vsak, ki ima kakšno paradajz v loncu, ve, kako to gre, kaj šele, če ima vrta. In seveda, zato se v razvitem svetu, mislim, resne strokovne službe s tem in raziskovalci s tem ukvarjajo. In ugotovitve grejo v to smer, da seveda neposredne koristi so od urejanja zelenih površin, od dobrega načrtovanja in upravljanja in vzdrževanja, so ene, potem so pa še posredne koristi in ko to skupaj seštejemo, to daleč preseže stroške vlaganja. To tudi, mislim, se meri z različnimi ekonomskimi metodami, različne metode učinkov pozitivnih oziroma finančnih učinkov se računajo. Glavne koristi so povezane z javnim zdravjem, tukaj so resnično velika sredstva. Potem je pa stanje okolja, se pravi kakovost okolja, ki spet ima posredno vpliv na zdravje, počutje, delovno sposobnost, ali pa zmožnost, če hočete, govorimo o zraku, o temperaturah, o hrupu in pač tudi pogojih za življenje v smislu varstva tal in vode. Potem govorimo o ohranjanju narave v tem smislu, da se zavedamo, da brez rastlin in njihovih ekosistemov pravzaprav ni pogoja za življenje, tako da to je tudi nekaj, kar se vrednoti. Govorimo o energiji, se pravi o hlajenju in ogrevanju stavb. Govorimo o blaženju vzrokov in posledic podnebnih sprememb.
kjer imamo, predvsem, če se mogoče z blaženjem toliko manj ukvarjamo, z vzroki toliko manj ukvarjamo, se v naseljih ogromno ukvarjamo s prilagajanjem in tukaj imamo velike zgodbe, kjer pravzaprav brez na naravi temelječih rešitev ne vidimo izhoda. Se pravi, zelo velika upanja in pričakovanja mesta pripisujejo temu, da bodo s pomočjo dreves, zelenih površin, ozelenjenih površin rešile nekatere največjih pritiskov podnebnih sprememb. Ampak to zdaj govorite o mestih, o evropskih mestih, kako se lotevajo tega, ali o Ljubljani? Govorimo o mestih na splošno. Govorimo o tem, da tukaj ni razlik med velikimi in majhnimi naselji, ni zelo velikih razlik. Tudi v majhnih naseljih ljudje trpijo za vročino, za preveliko vročino, za tako veliko vročino, da ne morejo iz objektov, ki jim jo lahko daleč najceneje in najbolj enostavno pravzaprav pomagamo ublažiti s tem, da naselja zasadimo z drevesi, pokritost s krošnjami, 30% pokritost s krošnjami je postala en tak mednarodno prepoznaven standard, ki je z vidika zdravja in dobrega počutja in tudi konec koncev možnosti živeti v času visokih vročin pravzaprav postala ključna. Lahko gremo tudi na zgradbe, skratka na hodnike, na gradnjo, vendar pa bo to imeli dvakrat slabe učinke. Po eni strani je to zelo drago, po drugi strani pa bo sicer ustvarilo senčne prostore, ampak jih bo ustvarilo z načinom urejanja prostora, ki povzroča podnebne spremembe, skratka povečuje naš ogljični odtis in po drugi strani pregreva prostor, se pravi tudi povečuje negativne učinke oziroma posledice podnebnih sprememb. Tako da z novimi zgradbami ali pa z gradnjo ne želimo blažiti niti vzrokov, niti posledic, niti si ustvarjati boljšega življenja. Katere ekosistemske koristi dreves, pa verjetno tudi nekega podrastja, grmičevja, zelenih površin nasploh se v Sloveniji še vedno podcenjujejo? V resnici se... Pri odločevalcih, ne pri stroki, gotovo, ne? V vsakem primeru gre za kombinacijo. Težko rečemo, težko govorimo samo o eni stroki, to ste prej že nekako lepo nakazali, v bistvu gre za eno preplet strokovnosti, ki so tukaj prisotne, različne stroke, različni poklici v različnih službah pravzaprav, ali pa funkcijah, če hočete, in ni enega tukaj enoznačnega zavedanja. Velike razlike so že med kranjskimi arhitekti in arhitekti. Kranjski arhitekt je izšolan v naravoslovju, v poznavanju geologije, biologije, tal in so mu naravni procesi in ekosistemski storitve bliže kot arhitektu in že tukaj pride do razlik. Ampak ni poanta samo v tem. Ta strokovni moment je zelo razplasten. Zdaj, kaj je podcenjeno? Podcenjeno je v bistvu dejstvo, da so rastline gradniki tega okolja, ki nekako podpira naše življenje in da so to rastline skupaj s svojimi ekosistemi. Se pravi tudi s podtaljem oziroma sistemom, v katerem rastejo in da pravzaprav moramo skrbeti za tiste dele, ki so pod zemljo in za samo zemljo in za kroženje vode in zraka v teh sistemih in ustvarjanje življenjskega okolja, ne samo za drevo, ampak tudi za v bistvu še druge rastline in živali, ki so z njim povezane. Zdaj, v tem času, v zadnjih 10 letih je zelo naraslo tudi zavedanje tega, da vemo, da rastline med sabo komunicirajo, da rastline in živali so povezane in da pravzaprav v zelo omejenih življenjskih pogojih, v loncu, v majhni odprtini z malo zemlje, težko razvijajo polno moč in delujejo v korist okolja in človeka in drugih živih biti dovolj dobro. Tako da to je najbolj verjetno podcenjeno, da v resnici moramo varovati tudi celo ekološko vrednost prostora, ne samo naprimer ene rastline bolj kot druge, drevesa bolj kot naprimer podrast. Steblo drevesa, ki zrase točno, praktično iz betona. In korenine in njegovo rastno okolje. Ekološka vrednost prostora kot celote je verjetno tista, kjer smo najmanj zaenkrat ozaveščeni. Prej sem govorila o načrtovanju, pa posvetiva se malce upravljanju. Kakšno je po vašem mnenju upravljanje in vzdrževanje javnih površin, zelenih javnih površin?
v naših mestih, v naših krajih, v naših občinah? Ali se to razlikuje od primera do primera, je več posluha nekje, so nekateri primeri bolj izpostavljeni kot drugi? Upravljanje in vzdrževanje zelenih površin in javnega prostora je ena od javnih služb, podobno kot kanalizacija ali pa ravnanje s smetmi. In v zadnjih 30 letih, ko je prišlo do spremembe komunalnega sistema in organizacij, ki na tem področju delajo, je to področje pravzaprav edino od obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja, ki je ostalo povsem brez strukturne podstati. Nihče ne pove, katere vsebine, katere dela točno sodijo na to področje, in nihče ne pove, kdo, kako, kaj, pod kakšnimi pogoji naj s tem ravna. Kot sva začela pri drevesih, velja tudi za javne površine in javne zelene površine. Področje je popolnoma prepuščeno lastniku, občini ali drugim lastnikom, da delajo s tem, kakor vejo in znajo. To ne pomeni, da na področju ni stroke in da nimamo dobrih javnih služb, to pomeni samo, da je vse prepuščeno bolj naključjem kot znanju, vedenju in jasno ubesedenim in strukturiranim pričakovanjem družbe, ki bi lahko pripeljale do tega, da bi bile te storitve v vseh občinah enakovredno kakovostne, v smislu strukture. Še vedno imate potem lahko bolj usposobljene ali pa bolj izkušene izvajalce javne službe, ampak standard, merila in pogoji so pa enotni. Ta, ki dela, ki ravna z drevesi, mora biti tako in tako usposobljen, mora to in to znati, mora se redno doizobraževati, mora razumeti pogoje za rast dreves, mora skrbeti, da drevesa z nekimi posegi ne poškoduje, da se zaveda, da je bolj kot drevo staro, večjo vrednost ima in zato tudi z vsem, kar počne, za to skrbi. Tako da ja, v tem smislu smo na zelo, bom rekla, šibkih podlagah in velikih razlikah. Zelo dobro ste pravzaprav to postavili. Zelo velike razlike so. Imamo močne strokovne službe na večjih občinah in imamo zelo šibke strukture. Ne samo pri manjših občinah, in na našo, bom rekla, žalost verjetno, imamo tudi tam, kjer imamo odlične strokovne službe, v prostorih, ki so poleg javnih prostorov ali pa na površinah, ki so ravno tako zelene in tudi v javni rabi, lahko tudi različno dobro oskrbo. Se pravi, odvisno, kje so javne službe dejavne, odvisno, kako pravzaprav se programi izvajajo. To sem vprašal tudi zato, ker obstajajo mednarodna priporočila in standardi na globalni ravni, ne? In me zanima v bistvu, kako se slovenska praksa upravljanja zelenih površin razlikuje od teh mednarodnih priporočil in standardov. Ja, mislim, razlikuje se v tem smislu, da če, kot sva začela, v tem smislu, če ni pričakovan, da je to strokovno zahtevno in kvalificirano delo, potem pač zato ne namenjamo sredstev in tega ne razvijamo. Imamo ljudi, ki so mednarodno certificirani arboristi, odlični strokovnjaki, cela Slovenija ta imena pozna in oni, bom rekla, od Lendave do Pirana, pravzaprav v vseh kočljivih primerih nastopajo ista imena, istih par oseb, ki so mednarodno certificirani arboristi. Mednarodno pomeni samo to, da pač to ni neka slovenska institucija, ampak je mednarodna institucija, na mednarodni ravni se je vzpostavil sistem. Certifikat pa pomeni to, podobno kot pri arhitektih ali pa pri gradbenikih, da so to ljudje, ki se stalno usposabljajo. To ni poklicna kvalifikacija, pridobimo in do smrti smo dimnikar ali nekdo, ki zna ravnati z drevesi na višini ali pa plezati in z vrvno tehniko obrezovati, ampak si stalno, vsako leto, vsake 2 leti, vsake 3 leta, odvisno od vsebin, osvežujemo znanje. Osveževanje pomeni, da sledimo novostim na področju. Imamo take ljudi, nimamo jih dovolj, nimamo sistema, ki bi na primer to uveljavljal. Ali imamo v Sloveniji dovolj podatkov in analiz o stanju mestnega drevja za dolgoročno načrtovanje? Ja, absolutno. To je zelo pomembno vprašanje, ker če ne veste, kaj imate v posesti, s čim pravzaprav upravljate, težko načrtujete in težko to dobro delate.
tukaj je Društvo krajinskih arhitektov Slovenije naredilo eno zanimivo raziskavo in sicer je občine vprašalo po podatkih in ugotovili smo, da pravzaprav velika večina slovenskih občin, kar lep odziv je bil, lahko rečemo, da je to referenčna raziskava, prav vse mestne občine in vse občine, ki so večje, ki imajo več kot 20 tisoč prebivalcev, so se odzvale, kar kaže tudi na neke določene vrste interes, akterjev v praksi, da bi povedali, kakšno je stanje. Smo ugotovili, da pravzaprav zelo veliko občin nima urejenih teh evidenc. So pa mnoge na poti, da bodo to uredile. Pravi, govorimo o tem, da se stopnja zavedanja, da je treba stvari urediti, dviga, nismo pa še uredili evidenc. Tukaj smo v kar velikem zaostanku, podobno je kot pri strokovnosti, ker smo nekako podcenili dejavnost in rekli, da je to manj pomembna javna infrastruktura, smo seveda prišli do tega, da tudi se pravi vlaganje v te neke baze podatkov in napredne sisteme spremljanja stanja so zastale in zato smo zdaj v zelo veliki disonanci pravzaprav z mednarodno, če hočete, prakso in tem vprašanjem, ki sva ga prej imela, kakšna so priporočila mednarodna in kje smo mi. V bistvu so zelo velike razlike, tukaj zaznavamo velike razlike. Tako kot nimamo dovolj specialistov, naprimer pri drevesih, tako tudi nimamo še vedno urejenih evidenc. Urejena evidenca je po eni strani temelj za načrtovanje vsakdanjega dela ali pa tudi, če hočete, strateškega ukrepanja in planiranje sredstev na ravni občine. Po drugi strani tudi, pot do dodatnih sredstev, naprimer na razpise. Hkrati je pa tudi to način dialoga s prebivalci. Večina dobrih praks pravzaprav se pohvali z odprtimi evidencami, to ne pomeni, da so vsi podatki dostopni, lahko pa vidijo ljudje praviloma, kjera drevesa so kje, v kakšnem stanju so, potem je pa malo odvisno, kaj občine ali pa mesta odpirajo za javnost, ampak so odprti podatki o rednem pregledovanju, zdravstvenem stanju, starosti, vrstah in tako naprej. In ljudje tudi lahko marsikje prispevajo svoje opažanja, naprimer o poškodovanju dreves ali pa o problemih, če se drevo suši ali kakorkoli. Znan je naprimer primer Melbourna, kjer so vsem drevesom mestnim pripisali elektronske naslove s tem namenom, da bi ljudje poročali o stanju dreves. Zgodilo se je nekaj čisto drugega, ljudje so res množično začeli pisati pisma tem svojim drevesom izbranim, ampak pisali so v bistvu pravzaprav zelo osebne in izpovedne zgodbe in skratka v nekem dialogu bili s svojimi drevesi, ne pa toliko poročali o napakah. No, ampak to je zdaj stranska zgodba. Ne, evidence niso dobro urejene in to je neka dosti resen strošek. Vsak, ki je kdaj urejal kakšne, bom rekla, arhive, ve, da to so pač neki zagonski stroški, zato da bomo postavili podlago, da bomo potem lahko delali bolj pregledno in bolj dobro načrtovali. In v bistvu zdaj so to neke določene stiske, tako da tudi o tem je treba govoriti čim bolj odkrito in zato tudi mi, naprimer, smo šli s tem pismom javnim visoko na ministra, na predsednika vlade, da bi dali vedeti, da občine dejansko potrebujejo podporo, da 30 let zanemarjanja pomeni, da težko občine na hitro vzamejo iz predala nek denar dodaten, da bi postavile temelje, ki bi pravzaprav že morali obstajati. 30 let je doba, v katerem drevo na nek način odraste do neke, kar dolga doba. Ali bi te evidence recimo pripomogle tudi boljšemu načrtovanju, naprimer, da bi se ugotavljalo, katera vrsta drevesna lažje preživi v spremenjenih vremenskih pogojih, kaj saditi, kako na gosto saditi in tako naprej. Sigurno. V državah, kjer imamo občutek, da so korak pred nami, kjer imamo naprimer Nemčija, ki ima povezane parkovne menedžerje že, mislim, to je že dolga tradicija, to je 70 let stara tradicija, oni točno to počnejo, izmenjujejo svoje podatke iz evidenc o stanju in se pogovarjajo o tem, na kakšnih lokacijah, na kakšnih rastiščih, kako urejenih rastiščih v smislu, kako velik prostor je ta sadilna jama, ki, omogoči rast zelo velikega drevesa ali pa srednje velikega ali pa malega drevesa, kaj prinesejo
velike povezane sadilne jame, v katerih je več dreves, ne, te so bistveno bolj produktivne v smislu tega, kako dobre pogoje za rast ponujajo, ker drevesom ogromno pomeni, da imajo tudi sosede, ne da so vsaka v svojem prostoru in podobno. Te države to vejo, oziroma njihovi upravljalci to vejo in seveda je to izjemnega pomena za načrtovalce tudi, ne. Po eni strani dobivajo priporočila tako o velikosti dreves, kot o pogojih, v katere, ne, kakršne je treba za rast zagotoviti pri načrtovanju, kot o vrstah, katere delujejo, katere ne delujejo, kako velika drevesa se boljš obnesejo, ne, lažje prenesejo prve 3-4 leta vraščanja in podobno. Ljubljana je polna prekrasnih kostanjev, ampak iz leta v leto opažamo, da rjavijo in se sušijo listi vedno bolj zgodaj. Zelo pogosto že ob koncu poletja. Ali se načrtuje, ko opažate, recimo, ko opazujete delovanje v Ljubljani, sprememba sajenja vrst, drevesnih vrst? Sigurno jaz nimam nažalost tega položaja, da bi se ukvarjala s tem, katere vrste mesto namerava saditi, se pa sigurno in arboristi in kolegi v javnih službi ukvarjajo s tem, kaj se dogaja z drevesi, katera drevesa so bolj, bom rekla, uspešna v teh stiskah, ki so v urbanem okolju pod vplivom podnebnih sprememb še večje. V Arboretumu Volčji Potok tudi preizkušajo nekatere vrste, ki so naprimer prav strani nemških menedžerjev priporočene kot podnebno primernejše. Tudi v bistvu vsaka zasaditev, nova zasaditev v mestu nekako je neke vrste testiranje, ne? Ne vem, koprivovc, mali jesen na Slovenski cesti, testiramo nove vrste, ki niso toliko pogoste in gledamo, kako uspešne so v teh težkih pogojih rasti. Kar se tiče divjega kostanja, je to bolezen, ki napada divji kostan in v resnici so tukaj priporočila različna. Eno je tretiranje, drugo je v bistvu upanje, da bo do drevesa premagala bolezen in se bodo pravzaprav opomogla. Smo že imeli težave z divjim kostanjem, pa so se drevesa opomogla. Zdaj je prišla ta sušica in je to nov pojav. Da bi se umikala povsem iz mest, zaenkrat še ni videti, se še sadijo. Sigurno pa prihajajo nove vrste, ki so tudi vedno bolj, ne, se gojijo vedno bolj v smislu tega, da so prilagojene na te ekstremno težke pogoje rasti v urbanem okolju. Tukaj gre za res absolutno čist drugačne pogoje, kot so pogoji v gozdu, ne. Zato tudi so to drevesa, ki se gojijo v drevesnicah, posebej za namen, da bodo v teh težkih pogojih mogoče uspevala, ne. Zato je tudi tako pomembno varstvo starih dreves, ne. Ker pač je ta riziko tega, da nova drevesa ne bodo nikoli velika in ne bodo uspela rasti tako učinkovito, kot bi si mi želeli, ko načrtujemo saditve, tako velik. Se prehitro odpovedujemo starim drevesom v slovenskih mestih in krajih? Ja. To je pa brez dvoma prehitro, premalo, kritično presojamo, kaj se naj poseka. Tukaj ni nobenega dvoma. To zavedanje je pa sigurno bistveno preslabo in tukaj je tudi največja zadrega, ena od največjih sistemskih zadreg, ker v resnici za poseg drevesa ni več potrebno dovoljenje. Ne govorimo o prepovedih, absolutnih, govorimo o kritični presoji, da se brez potrebe ne poseka nobeno odraslo zdravo drevo. Vsako odraslo zdravo drevo, ki ga posekamo za volj tega, da ne bi pometali listov ali bolj ali pa manj praktično parkirali, so dolgoročno izgubljene koristi, ki jih zelo verjetno, vsaj v življenjski dobi teh ljudi, ki so to doživeli, ne bomo mogli nadomestiti, pa mogoče tudi ne sicer v prihodnosti. Še eno vprašanje glede dreves. Veliko se govori o tako imenovanem obglavljanju dreves. To gre za poseg, ko se obrezuje drevesa zelo radikalno, bi lahko rekli. Ja, to je en pojav, ki se je pojavil, ki pride tako nekje tam 15-20 let po tem, ko se komunalni sistem spremeni in prva reakcija občin, ko se je spremenilo in se te javne službe nekako dalo v nov sistem
izvajanja storitev, se pravi, se jih je ločilo od neke stalne strokovne službe, je bila ta, da se je zelo skrčila dejavnost, da se je bistveno manj sredstev namenjalo, da se je bistveno manj dela opravljalo. Nekateri se bodo spomnili v prvih 10 letih ali pa prvih 5 letih se je v Ljubljani to pokazalo s tem, da je bila trava poleti visoka na otroških igriščih in povsod do pasu. V soseskah. Kosilo se je še Tivoli in te glavne površine, medtem ko v soseskah stanovanjskih je pa prišlo do zapostavljanja, zanemarjanja do manjšega števila košenj. Košnje so ena stvar, ki se zelo vidi, druga stvar, ki se manj vidi, so bila drevesa. Tudi z drevesi se je bistveno manj sistematično delalo, ker je bil to velik prihranek pri sredstvih. To pomeni, da se prvih 10 let po spremembah skoraj nič ni delalo in nekje tam pred ekonomsko krizo od 2001 do 2005 se začne obglavljanje dreves. Pride do dreves, ki so močno se razrasla, ker so bila 10, 15, 20 let povsem prepuščena svobodni rasti. In ljudje se pritožujejo, imajo težave z listjem, imajo težave s temo v stanovanjih, in razne veje jih motijo in tako naprej, veje se tudi lomijo in začne se to obglavljanje, se pravi radikalno, nestrokovno obrezovanje dreves, zato da bi več stvari dosegala, imeli več svetlobe, imeli manj listov, imeli manj dela in tudi to opravili na tak način, da nam ne bi bilo treba drugo leto ponovno spet nekaj narediti, da bi naredili enkrat za dalj časa. Obglavljanje je tipična ideja, pridem, obrežem, vse drevo se bo obraslo, pol pa 10 let mi pa pol za to ni treba. Tako, to je to. Obljubila sva, da se bo vrnila še enkrat k prebivalcem in skrbi za drevesa v naseljih. Kako bi lahko prostovoljci učinkovito dopolnjevali delo občinskih služb? Glede na to, da tega ne počnem sama, ne bi hotela nikomu reči, kaj bi lahko delali ljudje, lahko povem, kaj druga mesta po Evropi ali pa Ameriki pričakujejo od ljudi in kaj ljudje počnejo. Zelo običajno je to, da se ob novih saditvah dreves ljudje, ki najbližje živijo ali pa delajo ali pa vodijo lokale in trgovine, tega zavejo tako, da so o tem informirani, da so na saditev povabljeni, na saditev pripravljeni in da tudi se jim pove, ni vam treba skrbeti, tukaj bodo zalivalne vreče, to bomo delali mi, vse je v redu. Ali pa se jim reče, glejte, vi ste tukaj doma, mi tukaj težko pridemo, to je daleč, mesto je ogromno, vi boste tisti, ki boste imeli tlele telefonsko številko, nas boste poklicali, bomo prišli, ko boste videli, da je vode zmanjkalo, ali pa boste sami nalili vodo, če vam bomo mi rekli, da jo nalite, ali pa ni zalivalnih vreč, ni te vrste pomoči, vi ste tisti, ki boste in mi vas bomo obvestili, mesto bo redno obveščalo, na tem portalu za mestna drevesa bodo obvestila, 1. junij, velika vročina je napovedana, 5. junij, gremo in zalijemo drevesa. Drevesa, kako zalivamo drevesa? Navodila bodo podana, tako kot smo rekli, da bi tudi mi radi, usmeritve za občane, ne po deblu, stran od debla, kakšne količine vode, kolikokrat in podobno. Tako da to je ena stvar, zalivanje mladih, novo posajenih dreves in opazovanje te rasti in pomoč v tem smislu, da javne službe preprosto ne morejo biti tako številčne, kot je veliko število lokacij, na katerih rastejo drevesa v naseljih. Drugo opazovanje ni povezano samo, bom rekla, z tem sušo in vodo, ampak je povezano tudi z zdravjem, povezano je tudi s poškodovanjem v smislu tega, ali da se z avtomobili kaj zgodi, ali da se pri kakšnih gradnjah kaj zgodi. Eden od velikih problemov so gradnje, ki poškodujejo drevesa, ali so to zdaj gradbeni stroji, ker drevesa niso zaščitena, pa stroj fizično poškoduje, ali je to poškodba korenin pri raznih izkopavanjih. To so vse stvari, kjer lahko ljudje, če to opazijo, prispevajo k temu, da pravočas obvestijo strokovne službe in da se to prepreči. Zdaj, seveda, vmes med ljudmi pa med stroko, ki je pristojna za drevesa, so še drugi strokovnjaki, se pravi, tudi gradbeni delavci morajo biti usposobljeni, tudi gradbeni inženirji in vodje gradbišč in nadzorniki na gradbiščih morajo to znati, ampak če dodamo še prebivalce, je to še ena varovalka več in lahko še več naredijo. Še ena stvar je, se pravi, ena stvar so konkretne naloge, ena stvar je
da ko so ljudje vpeti v konkretne naloge, bolje razumejo, kaj je dobro in kaj je slabo za drevesa, razumejo, da je parkiranje na koreninah škodljivo. Škodljivo v smislu obtežbe, škodljivo v smislu trganja korenin in vročine. Vročina je tudi tukaj velik faktor pri parkiranju na koreninah. Vsakič, ko se vozilo zapelje, po eni strani je teža trganje malih korenin, po drugi strani je vročina, ki suši tla tam, kjer pač so avtomobili parkirani. Tudi, če danes niso več vozila v tem smislu, da bi iztekal benzin ali pa gorivo tako nevarna. In potem tukaj, naprimer, so tudi psi, ravnanje, ki je zaščitno do dreves, lastniki psov vedo, da ne smejo spustiti psa, da se polula na deblo, da je to škodljivo, da je to dolgoročno pravzaprav prizadene drevo, če je manjše drevo, tudi fatalno, skratka, drevo tudi propade zaradi tega. Tako da to vse je nekako ta vloga javnosti, ni samo ta, da nekaj alarmira, ampak lahko neposredno prispeva in tudi potem bolj skrbno ravna ali pa živi z drevesi, kar je pač vse dolgoročno v korist. Na začetku ste omenili vaša priporočila, tako občinam kot državi, v te 4 sklope glavne. Kaj bi pomenilo, če država in občine ne bodo upoštevali predlaganih ukrepov na dolgi rok? Ne bi rad bil plat zvona, ampak vendarle so priporočila namenjena z dobrimi nameni. To bo pomenilo nadaljevanje razmer, v kakršnih smo zdaj, in razmere so take, da ko smo se junija, zdaj si težko predstavljamo, kako zelo vroče je bilo, ampak ko smo se junija pogovarjali in zakaj smo sploh prišli do tega, da se je pismo napisalo, je dejansko so drevesa v mestu bila v izjemno težkih pogojih in so se res vidno sušila. In ljudje so res bili brez orientacije. Hkrati smo spremljali po eni strani to sušenje in nismo nikjer dobili kot prebivalci signala, se nekdo ima to na skrbi, obstaja program, najprej tukaj, potem tukaj, skupaj z gasilci, se to zaliva in tako naprej. Ampak mogoče bolj to, da po eni strani ta slika, da smo v kritičnih situacijah premalo učinkoviti, po drugi strani pa to, da nekako sočasno, ko imamo perfektne prakse in ko so najboljši arboristi v Sloveniji aktivni, imamo v istem mestu tudi slabe prakse. Imamo ljudi, ki res še vedno posekajo zdravo odraslo drevo v naselju, ki seže do vrha 5-6 nadstropnega bloka in ne vemo zakaj. Zato, ker pač je tako drevo vzdrževati drago in je poseg cenejša rešitev. Ali pa zato, ker meče senco na vrt, pa bi imeli sonce, ampak v bistvu tega zavedanja, da je pač posamezno drevo tako dragoceno, pač res ni. In to se nam bo nadaljevalo. Se pravi, po eni strani velika prizadevanja, velika sredstva v nove tehnike sajenja novih dreves, mnoštva novih dreves, po drugi strani pa sekanje brez pravega razloga, prehitro sekanje, mi posekamo na potencialnem gradbišču, še preden sploh imamo gradbeno dovoljenje, še preden se bo karkoli začelo. Če greva na Kostanj pred Dramo, smo ga posekali za voljo začetka gradnje in potrebnega izvajanja arheoloških del. Tukaj bi pač lahko mirno rekli, ne ostaneš še 2 sezoni, pa bomo potem pospešili arheološke raziskave ali pa bomo pač vzeli v zakup arheološke raziskave v gradbeni del, ne pa posekali. Ampak, naprimer, da bo tukaj to še upravičeno, ker bo prišla zgradba gor. Obstajajo lokacije, kjer ne bo zgradb, pa smo posekali zato, da imamo začasno parkirišča. To se nam vse dogaja, če ne bomo nekako bolj sistemsko podprli ravnanja z drevesi. In ta praksa bo samo skozi slabša, ker tega je res zelo veliko in to se tako zelo potihem dogaja. To ni, ker nimamo evidenc, ker pač niso vsa drevesa nekako v neki pregledni oskrbi, izginjajo velika drevesa iz prostora relativno hitro. Predvsem je tukaj ta problem stroška, visokega stroška in slabe ozaveščenosti v smislu teh koristi, ki pač niso samo koristi lastnika, ampak so to
koristi lastnine, ki sežejo preko osebnih koristi, ki služijo pač skupnosti in okolju. Doktorica Maja Simoneti, najlepša hvala za pogovor. Vam, spoštovani poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. To so bili Glasovi svetov, oddajo sva pripravila tonski mojster Vito Plavčak in Miha Žorž. Glasovi svetov.